Mestno jedro še vedno kazijo številni prazni lokali. Največ, ki so v lasti občine, se jih nahaja na Partizanski, Koroški in Gosposki. Ker zanje zanimanja za oddajo ni, jih bo občina prodala. In če zdaj govorimo o praznih prostorih, potem lahko rečemo, da smo imeli sred leta 5 praznih prostorov, ki so bili neobremenjeni in smo jih lahko oddali v najem, in 21 lokacij, ki so takšne, za katere ni interesa. In seveda zato je to v letnem programu in seveda zdaj pripravljamo posamični program in na osnovi tega bomo potem izvedli prodaja za zbiranje ponudb, kjer pa potem seveda z vsemi ponudniki opravimo ponovno pogajanje. Novi lastniki lokalov bodo po besedah Tatjane Milete mestno jedro prav gotovo nekoliko poživili. V mestnem jedru pa po njenih besedah še vedno primanjkuje zlasti domače obrti, slikarskih ateljejev in butikov. Mestno jedro je potrebno oblikovati kot blagovno znamko, jo tržiti kot blagovno znamko, povezati civilno iniciativo oziroma in stanovalce in lokalno skupnost. Na obeh straneh obstajajo interesi. Del prostorov, ki so v lasti mestne občine, bo zaživelo do leta 2012, ko bo Maribor postal Evropska prestolnica kulture. Koliko je teh mogoče lokalov, ki bodo služili za Evropsko prestolnico kulture? V tem trenutku smo iz fonda poslovnih prostorov namenili 3 lokacije, 2 na Koroški in eno v v Jurčičevi ulici. Sicer je mariborska občina iz naslova najemnin v lanskem letu proračun zapolnila z 1,8 milijona evri. V letošnjem letu do meseca julija pa se je z tega naslova v mestno blagajno steklo nekaj manj kot 1 milijon evrov.